Dober večer, dober večer. Se slišimo, se vidimo. Upam, da nam bo tehnika delala. Dober večer, to je danes naš večer. Lepo, dobrodošli. Se slišimo, vidimo, samo toliko, da vidim, če ste tukaj. Lahko mi malo napišete, čakajte, chat, lahko odprem. Evo, chat, tako. Javite se, če ste tu, če se slišimo, če se vidimo, če bomo preživeli danes eno dobro urco skupaj, da se družimo, da pogledamo 3 skrivnosti, kako se rešiti izgorelosti, če ste že v njej, in kako poskrbeti, da nikoli ne padete v njo. Me slišite, vidite? Samo toliko, da vem povratno informacijo, da ste tu z mano, da imamo tehniko poštimano, da vse teče. Aha, Simona je pravi tukaj. Ja, vidite, slišite, chat ni odprt. Aha. Kaj mi zdaj pa bom jaz prosila mojo ekipo, če mi pomagajo chat tale odpreti? Kako zdaj to že naredim? Aha, že vidim. Evo, tako. Tako, zdaj pa mislim, da chat bo. Evo, tako da lahko da pišete, odkot ste, z katerega kraja ste danes tukaj, če se želite razkriti, da se malo vseeno povežemo, da ne bomo Slovenci toliko sramežljivi, čeprav imamo tako malo delikatno temo, ampak po drugi strani zelo popularno in je nepopularno razširjeno in je pomembno, da en drugega bodrimo na tej poti, da smo en drugemu v podporo. Tako da, če kdo želi, zdaj chat bi vam mogel delati, napišite, odkot ste. Evo, dobrodošli. Nekaj vas poznam po imenih, nekaj ne, nekateri ste čisto novi. Danes bomo predvidevam tako kako dobro urco skupaj, tako da vas prosim, da telefončke svoje ugasnete, da si to uro zagotovite, da boste imeli mir. Chat disabled. Čakajte, kaj pa naj naredim? Tu mi pišete, dober večer. Ja, pišete mi zdaj, jaz bi rada, da vsi vidimo. Tako, kaj moram narediti? Chat, show chat. Aha, mogoče bo pa zdaj. Tako, evo, zdaj pa probajte, če bo chat delal. Zdaj pa še enkrat probamo v tak klepet. Dela, evo, zdaj nam pa dela. Zdaj pa še enkrat lahko napišete, odkot ste. Tako, evo, živijo, no to sem hotela, da vas čutim zadaj, da ne govorim praznemu ekranu, ker danes sem se veselila, ker sem videla, da vas zanima tema, videla sem, da se vas je dotaknil moj video, naša sporočila, evo, že pišete iz vseh koncev Slovenije, Hrastnik, Ljubljana, Celje, Koroška, Krasno, Komenda, Prlekija, celo Slovenijo imamo še Maribor, evo, Novo mesto, Radovljico, sploh ne uspem tako hitro brati, torej vsi toplo dobrodošli in super, da smo skupaj. Jaz vas povabim, da ostanete z mano do konca, ne bomo več kot 1 uro, zato ker na koncu tisti, ki boste vztrajali z mano, ki boste ostali z mano, se vam za vas pripravlja eno posebno darilce, če tako rečem. Ja, Dušan je iz Avstrije, zdravo Dušan, Ljubljana, se poznamo, ja, Simon, upam, da ste boljše, Simon, da si boljše. Eno darilce sem pripravila za vas in sicer eno tako video, na katerem vodim terapijo s tapkanjem, z vizualizacijo, s temi mojimi energijskimi tehnikami za odpravo jutranje tesnobe. Tako da tisti, ki čutite, da imate kdaj, ki se zjutraj slabo počutite, imamo posebno darilce za vas, za vse, ki boste danes z mano. Tako, zdaj pa mislim, da bi to mogla delati. Tako, super. Torej, kdo sem jaz? Na kratko, da vam predstavim. Prihajam iz Maribora. Po poklicu moj osnovni poklic, da sem diplomirani inženir kemije, ampak sem biokemijo, smer biokemija, delala sem pa magisterij iz temeljnih medicinskih znanosti. Tako da nisem zdravnica, imam pa znanstveni magisterij iz temeljnih medicinskih znanosti, tako da malo sem to področje spoznala. In potem zdaj že več kot 12 let delam, moje srce in vse moje nadaljne učenje pa je šlo izven teh klasičnih poti in sem se učila res kjer sem najbolj našla najboljše informacije
In predvsem nekako me je vleklo, da raziščem svoj čustven svet. Zakaj? Zato, ker se jaz nisem dobro počutila, ker sem čutila veliko žalosti v sebi, veliko straha, veliko skrbi, veliko nemira, zaskrbljenosti. In nekako sem iskala odgovore in sem veliko prostih ur in svoje srce in svoje znanje in vse posvetila temu, da pridem do kraja temu, da pridem do tega, da se boljše počutim, da se dobro počutim. In na tej poti sem res veliko sem se naučila, veliko mentorjev sem imela razno raznih in knjig sem prebrala in sama pri sebi sem poskušala, da sem prišla nekje do tega, da danes lahko suvereno stojim tu pred vami in vam lahko suvereno povem, da imam način, kako vas rešiti izgorelosti v zelo kratkem času, da točno vem, kako preprečiti izgorelost, da znam z vami, da znam poseči v vaše podzavestne vzorce, da znam vaše telo razbremeniti vsega težkega, kar ste doživeli, da znam, da vas lahko vodim preko tega, da spustimo čustveno breme iz sebe. Danes je bila ena gospa pri meni zelo luštno rekla, jaz sem zelo pozitivna, ampak z težkim negativnim bremenom. In mislim, da bi se s tem marsikateri Slovenec lahko poistovetil. Tako da evo, tu sem zato, da vam res lahko pomagam oziroma predstavim, kako bi tudi vi lahko se rešili nekega tega čustvenega bremena in s tem tudi preprečili izgorelost. Večkrat so me vabijo tudi v kakšne časopise, pa včasih tudi na kako televizijo. Zdaj sem pred kratkim bila tudi na Sloveniji 1, sem bila zdaj 2-krat v zadnjih mesecih, enkrat je bila tema žalovanje, enkrat je bilo pa kako priti do notranjega miru. Večkrat sem bila in v Delu in Večeru, tako da kadar me kdo povabi, pač grem. Rada delim to, zato ker se mi zdi, da danes ljudje to rabimo. In vem, da ko sem jaz iskala, sem bila tudi hvaležna za vsako dragoceno informacijo. Tako da, evo, to je na kratko moja zgodba. Začela sem tako, da smo iz garaže naredili eno malo pisarnico in tam so prihajali ljudje iz cele Slovenije. Danes imam pa pisarne tukaj v centru mesta, Mariboru, ampak v bistvu imam že tudi krasno ekipo, s katero res krasno sodelujemo in ki tudi dihajo to moje poslanstvo skupaj z mano in so danes tudi vsi zraven in me podpirajo. In tudi oni v bistvu želimo prenesti to sporočilo, da imamo en nov način, kako v bistvu živeti dobro, kako v ta svoj notranji svet toliko porihtati, da nas zunanji svet ne prizadene, da nismo kot ene mali čolnički, ki nas morje premetava. Tako, in kako bi izgledalo za vas, če bi se tudi vi ful dobro počutili, če ne bi nikoli čutili izgorelosti, če bi imeli res mirno telo, če bi lahko ponosno šli čez življenje, kako bi to izgledalo? Poskusite si predstavljati, kako bi bilo lahko to, če bi tudi vi čisto mirno spali vse noči, če bi se zjutraj zbudili spočiti, če bi imeli energije veliko, kljub temu, da se že emšo vrti in da se leta nabirajo tudi meni. Kako bi bilo to, če ne bi bilo te nevarnosti, da izgorimo, te nevarnosti, da smo izčrpani, te nevarnosti, da smo preutrujeni. Kako bi to bilo? Ja, Varja nam piše, Varja je šla čez mojo terapijo, je bila tudi sama v hudi stiski, huda izgorelost, pa je še hotela delati, tako pa se je malo ustavila, pa je naredila time out, pa je prišla ven iz te močnejša kot kadarkoli prej. Ja. Aha, Žan je tudi doživel spremembo. Ja. Tako da, ja, zelo pomembno je, da res, da se znamo ustaviti in zato sem hvaležna, da ste danes tukaj z mano, da si znamo prisluhniti, da znamo sploh slišati, kaj naše telo rabi. In mogoče ste slišali za zgodbico o žabici, če žabico vržejo v vročo vodo, bo žabi neprijetno in bo takoj skočila ven. Poslušajte, kaj se pa zgodi, če žabo vržemo v mrzlo vodo. Če pa žabico vržemo v mrzlo vodo, pa je njej prijetno in če spodaj malo začnemo segrevati to vodo, se voda vedno bolj segreva in spremembe so tako minimalne, da jih žabica v bistvu ne opazi. In se kar prilagaja. Vsakič se malo prilagodi na povečan stres, recimo, da je to povečan stres za njo. Vsakič se malo prilagodi temu, tej vročini in njena voda je vedno bolj topla. In na koncu ta žabica, veste, kaj se zgodi?
umre, pogine in ne skoči ven. Zakaj? Ker so bile spremembe tako počasne, da se je vedno navadila in vedno je mislila, da bo še malo zmogla in še malo in še malo. In to je dobra zgodba za nas, za vas, za nas, da se znamo pravočasno ustaviti, ko se začnejo spremembe, ko se začne voda v našem lončku pregrevati in se vedno bolj pregreva in mi še mislimo, kako bomo zmogli in še mislimo, da smo mogoče, da se počutimo krive, da nam ne uspe in bi še radi od sebe še malo zdržali, še malo. Ampak zato je ta webinar danes tukaj, da vam povem, da ni treba zdržati še malo in da je treba čim prej skočiti ven iz te vroče vode. Ja? Ne moramo v bistvu skočiti ven iz svojega življenja, potrebno pa se naučiti stvari za to, da lahko to življenje lepo živimo. Malo. No, kaj pa mi za ure malo? Evo, tako. Ja, Špela piše, to so tako mini spremembe, da se sploh ne zavedaš, da toneš tako. In zato je tukaj, zato je res pomembno. In vprašajte se, kaj bi za vas pomenilo, če bi se res začeli sebe čutiti. Kako bi se vaše življenje spremenilo, če bi res spoštovali sebe? Ne mene, ne nekih avtoritet, sebe. Kako bi se vaše življenje spremenilo, če bi res poskrbeli za to, da se najprej počutite dobro? Kako bi se vaše življenje spremenilo, če ne bi ves ta stres vplival na vas? Če bi znali, da bi bili kot en račka, ko pride z vode, pa se utrese, pa kapljice odletijo iz nje, da bi tudi vi bili tako imuni in odporni na stres. Vam dam 2 primera. Kaj mislite? Kdo je pod večjim stresom? Imamo 2 osebi, recimo, da imamo Janeza pa Markota, recimo. Janez ima v sebi težnjo, da bo naredil vse popolno. On ima od malega to, on vse želi popolno narediti. In ima še eno težnjo, da ima tako težnjo, da res vse mu streže. Janez. Pa še eno težnjo ima, da kljub temu, da hoče vse narediti popolno, kljub temu, da hoče vse mu strežiti, se on večinoma ne počuti dovolj dobro v svoji koži. On čuti, kot da ni dovolj dober. To nam imamo Janeza. Torej, hoče vse mu strežiti, hoče narediti vse popolno in vedno ima tak tiho zadaj en tak prikrit občutek, da ni dovolj dober. To je Janez. Ja, pa ga bomo postavili na delovno mesto ali pa v eno malo bolj stresno okolje. Zdaj pa recimo, da imamo še Markota. Marko pa ima malo drugačen ta svoj notranji psihološki ustroj. Marko pa čuti, da ni treba, da je popoln. On ve, koliko zmore in če ne zmore vse, zna reči, ne morem. Brez slabe vesti. Ja, kot da govorimo o meni, tale Janez, ja, Mark. Pa o marsikom drugem še. Poglejmo še Markota, no, zdaj pa Marko. Recimo, da pa Marko pa zna reči, kdaj tudi ne. Da zna reči, kdaj nima težnje, da bi bil popoln. On sicer naredi, kolikor je treba, potem pa gre domov, pa odloži, pa ne nese dela v glavi domov v svojo lastno dnevno sobo in niti v posteljo. In nima težnje, da bi vsem ustregel. On ima težnjo bolj, da bi sebe ustregel. To je njegov notranji psihološki ustroj. Okay? Marko. In tretja stvar, ta Marko čuti, da je čisto dovolj dober. On se ne čudi, da bi bilo z njim kaj narobe. In zdaj postavimo Janeza in Marko. Oba dva v isto delovno okolje. Če hočete v lonček, kjer je stres, tam, kot bi bila žabica in se pregreva. V stresno okolje, kjer je veliko zahtev, kjer se veliko dogaja, imamo Janeza in imamo Marko. Kaj mislite, kateri od teh 2 bo izgorel, kateri pa ne bo? Kaj mislite, kateri bo izgorel? Kateri je na dobri poti, da izgori od teh 2? Janez.
Itak. Ja. 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 Ker danes je tema tudi o teh, ena od teh 3 skrivnosti, je, kateri podzavestni vzorci Slovence pehajo v izgorelost, ne. In zdaj smo že nekatere od teh našteli, ne. Tukaj ste že našli, prepoznali Janeza. Tako da bomo šli pa točno po vrsti. In kdo od vas se v tem Janezu najde? Kdo od vas prepozna vsaj eno od teh njegovih lastnosti v sebi? Napišite. Ja. Ne samo ene, okej. Pa ista zgodba za ženske? Ja, seveda za ženske, ja. Ja, vse 3 popolnoma, ja, ja. Kristina tudi, ne, ja, ja. Celi Janez sem. Ja, 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 ja. Gre na bolje, tako. In zdaj bi vam jaz, no, tako da dober uvod smo naredili, zdaj bi vam pa rada razložila 3 skrivnosti, v bistvu tako ste dobili tudi na mail, ne. 3 skrivnosti, 3 skrivnosti v zvezi z izgorelostjo. Še prej pa vam povem mojo lastno izkušnjo, ko sem bila pred meseci, so me povabili na eno predavanje na temo izgorelosti. In smo bile, na odru smo bile 4 gospe, ena od teh je bila gospa psihologinja in pa še jaz, pa še 2 gospe. In poslušajte to, cela Janez sem, ja, Bojana. In potem je bila tema izgorelosti. In sem šla jaz na oder in sem rekla, glejte, pri meni se ljudje lahko rešijo izgorelosti v 3 mesecih. Tisti najhujši primeri rabijo še kak mesec več, vendar ne več kot 6 mesecev. Ampak ves čas napredujejo. In na koncu so boljše, kot so bili kadarkoli, preden je izgorelost nastala. To je moja izkušnja preko mojega programa, preko teh načel, ki vam jih danes želim podeliti. Se pravi, da izgorelost traja kratek čas, ja, da v kratkem času, da jo lahko premagamo in da smo na koncu boljše, kot smo bili kadarkoli prej. In potem je šla psihologinja gor, gospa, prijetna gospa, ampak ona je rekla, veste, uradna zgodba je pa uradne psihologije je pa to, da traja izgorelost od 6 do 24 mesecev, torej do 2 let. To je bistveno več kot 3 mesece. Do 2 let. In da na koncu je človek nikoli več ne doseže istega stanja, kot ga je, preden je izgorelost nastala. Pomeni, da je tako utrujen od življenja, da nikoli več ni tako dobro, kot je bil, preden je zapadel v ta začaran krog izgorelosti. In sem si jaz zamislila, ne, in sem rekla, in pravi moji ekipi, glej, to, kar mi delamo, to je res tako dragoceno, to moramo razširiti med ljudmi, to moramo povedati, ker to, kar delamo, res deluje. In lahko ta čas, da človek spleza ven iz izgorelosti, bistveno skrajšamo in tudi lahko in moramo stvari tako globoko spremeniti v vas, da boste na višjem nivoju, kot ste bili, preden ste sami sebe spravili v izgorelost. Ker tako, kot je en gospod napisal, ti vzorci so iz otroštva. Ti vzorci jih nosimo v sebi, ne da bi se jih sploh zavedali, so globoko v nas, čisto podzavestni, ampak so taki tihi, ampak zanesljivi. To, kar deluje, mimo naše volje zavestni. Draga Asja, se gibam... Aha, ja, Varja nam piše, ne, draga Asja, jaz se gibam med medicinsko stroko, mislijo, da pač nisem toliko in zares izgorela, ker sem se tako hitro rešila. Ja, to je pač en čisto drug pogled. To, kar mi delamo z mojo ekipo, je v bistvu revolucionarno, to je nekaj novega in seveda marsikdo tega še ne more sprejeti, ampak zelo hudo si bila izgorela, Varja, ker si imela panične napade, ker nisi mogla avta voziti, ker nisi mogla normalno niti spati, niti jesti, nisi mogla v službo več iti. To je bila resna stopnja izgorelosti. Ja? In smo jo rešili z tvojo veliko zavzetostjo in danes si boljše, kot si bila kadarkoli prej. In tvoja pot navzgor se seveda še nadaljuje. Tako da, to je nekaj, kar bi vam rada dala misliti. Ne? In to so v bistvu te 3 skrivnosti ali pa 3 principe, ki bi jih rada delila z vami. Kako dosežemo, da kadar pride do izgorelosti, da je to... Ja,
Žan, super. Sem povedal psihoterapevtki, je bila navdušena, me veseli. Torej, kako v bistvu dosežemo, da lahko res to izgorelost skrajšamo, da čim prej pridemo iz tega, ker to je hudo stanje. Ti ljudje, enim se vrti, ne morejo niti iz stanovanja. Eni imajo tako hudo tesnobo, da ne morejo niti prav funkcionirati. Mnogi so na bolniški. Zelo veliko denarja izgubljajo s tem, ne samo podjetja, tudi človek, ki je na bolniški. Jure naš, recimo, ki ga boste potem tudi slišali, Jure je recimo je rekel, en mesec bolniške, ko ne delaš zaradi izgorelosti, približno 500 evrov manj za družinski proračun. In če je to 6 mesecev, je to 3000 evrov. Če je to mnogo več, je to mnogo več denarja. Tako da tudi tu so velike izgube finančne, ko človek ne more delati. Kaj šele to, da se začne tudi strah pred, kaj je z mano narobe, strah za zdravje, ko se začne potem od enega specialista iskati do drugega, pa na koncu vsak zdravnik reče, specialisti običajno, če gre za izgorelost, ne najdejo nič fizično-organskega narobe, kar je zelo dobra novica. Je pa slaba novica, pa da je treba nekje drugje iskati vzrok. In mislim, da je tu rešitev, ki vam jo bom danes na koncu predstavila, če boste želeli, da se pač splezamo ven iz tega. Ja, gospa pravi, Eva, kot učiteljica sem obremenjena z administracijo, trpi pa kvaliteta pouka tonemo. Ja, zadnja leta ste učitelji, res neverjetno, to sploh več ni tako. Jaz sem si včasih želela biti učiteljica, ker sem želela biti ob enih doma, ko so bili moji otroci majhni, da bi bila lahko z njimi. Danes vidim učiteljice tako izgorele, tako nesrečne, tako obremenjene, pa tako so izgubile veselje pa ljubezen do tega, kar bi bilo v bistvu njihovega dela. Ne? Ja. Tudi zdravstvo, ja, se bori par let. Tako da, ja, no in gremo zdaj povedati v bistvu, kako pa dosežemo, da na koncu niste senca samega sebe, da se na koncu vrnete boljši, kot ste bili kadarkoli prej. Glejte, rešitev obstaja, definitivno obstaja in boste tudi slišali zgodbe danes, ki bi vam jih rada iz prve roke predstavila. Rešitev obstaja, vendar treba se angažirati. Treba je iti v svoje vase, globoko vase. Treba je iti v svoje podzavestne vzorce. In čisto preprosto, tisto, kar smo prej rekli pri Janezu, da čuti, da mora vsemu strežiti, da čuti, da mora biti popoln in da čuti, da on ni dovolj dober. To troje je prvi korak, da te 3 vzorce spremenimo. In kako jih spremenimo? Tako, da se bo on globoko v sebi čutil dovolj dobrega, da bo globoko v sebi čutil, da ne rabi biti popoln, ker nihče ni in ker nihče nikoli ni bil, in da bo globoko v sebi čutil, da ne rabi vsem ustrežiti, ker čisto vsakemu bučmanu ne rabimo ustrežiti. Ampak želimo ustrežiti, seveda želimo svojim strankam ustrežiti, če smo v poslu, želimo svojim nadrejenim ustrežiti, želimo svojim otrokom, svojim družinskim članom, želimo ustrežiti, ja, ampak do neke mere. Čim pa imamo podzavestno sprogramirano besedico moram vsem ustrežiti, ker in zadaj je vedno velik strah in zadaj je tisto moram vsem ustrežiti. Taka oseba, in verjetno se boste tudi tu se boste našli, nekdo, ki ima to globoko v sebi zakoreninjeno, ga bo to pehalo, da bo preko svojih meja ustregal drugim. In sam se ne bo znal ustaviti, ker ga bo podzavest gnala, moram vsem ustrežiti, moram. In to bo avtomatski pilot, ne bo sam polet, ampak bo tank, ki te poriva, moram. Logika pravi, joj, pa ni v redu, ampak se pojavi občutek krivde. Če ne ustrežem, potem je pa nekaj narobe z mano. Joj, moram. Tudi če rečem ne, kaj se potem zgodi, sam sebe še bolj porinem, moram vsem ustrežiti. Ne? In če hočemo v bistvu, kaj je v bistvu skrivnost? Skrivnost je, da ta podzavestni vzorec mi spremenimo. Kako ga pa spremenimo? Ne tako, da si samo ponavljamo v glavi, pa logično, ker to ni dovolj, ker ni dovolj, da samo logično razumemo stvari, ampak je potrebno iti res v svojo podzavest in potrebno je iti v bistvu v tiste svoje zgodbe, kjer smo se mi kot otroci tega naučili, kjer so nas naši starši sprogramirali, naši učitelji, naši vzgojitelji, kjer so nas sprogramirali, da moramo vsem ustrežiti. In tu je treba stvari spreminjati, zato
da bomo bolj naravno delovali, enakomerno, tudi v svojo korist in v korist drugih. Ne gre za to, da bi zdaj postali lenuhi, ki nič več ne delamo, ker tega ne želimo, ampak da najdemo tako zdravo sredino. Nič samo ja in ne vse ali nič. Vmes je lahko še veliko kompromisov. Ja, tako, Varja, Žan, drugi ljudje vidijo to in nekateri to izkoriščajo pri teh prizadetih ljudeh. Seveda. Tak človek, kot ste vi, recimo, kot ste Janez, ali pa tisti, ki ste najdete v Janezu, ste krasni zaposleni. Take bi vsakrat zaposlil, ker boste za svojo plačo naredili to, kot bi dva druga naredila. Ali pa trije. Take, ker ste krasni zaposleni. Vi ste tudi krasni partnerji, dokler se ne zmatrate, pa postanete jezni, patečni, ne? Vi ste krasni starši, dokler niste sicer utrujeni, pa obležite, pa ne morete več. Samo zase niste krasni. In jaz bi vas rada naučila, da boste najprej zase krasni, zato da boste lahko krasni tudi za druge. In da je to ravnovesje in da živite svoje življenje kvalitetno, pa še vedno produktivno, pa še vedno uspešno, pa še vedno je vse okej. Ampak je treba iti globoko v podzavest in te vzorce spremeniti. In jaz vam bom to spremenila, jaz to delam na moji terapiji, to seveda ne gre čez noč, ampak v 3 mesecih lahko praktično delamo čudeže. Čudeže v smislu, da se zbudite in da imate globok notranji občutek dovolj dobrosti. In da imate globok občutek, lahko rečem ne, lahko rečem tudi ja, oboje. In da imate globok občutek, ni čisto nujno, da vedno vsem ustrežem. Lahko včasih ustrežem in včasih ne ustrežem. Torej imam možnost izbire. In ko imate vi tak globok občutek v sebi, ko podzavest več nima te force moram, takrat šele vaša logika pride v veljavo in takrat šele vi svojo pametjo lahko na nek tak prav način vodite svoje življenje. Ker zdaj, dokler imate podzavestno tako močno forco, močno silo, da morate ustreči, morate biti popolni, vaša logika sploh se ne sliši, ker podzavest bo vas povozila. To tank je. Ja? Vi morate pa ta tank moramo dati ven in moramo narediti, da bo vaša logika, da boste se ravnali po neki pameti, zdravi pameti. Ampak podzavest je treba utišati. Ja? Nekaj vprašanja pišemo. Mene je do izgorelosti pripeljalo materinstvo, ker želim biti popolna mama in dam celo v sebe, v to pozabim nas in tako zdaj trpimo jaz in hčerka. Ja, vidite, zgleda, da je to ljubezen do otroka, samo to na koncu otrok ne bo za otroka, tudi ni v redu, če mamica izgori, ne? Ker kakva je mamica? Utrujena, mamica je žalostna, mamica nič ne more več. Boljše, da imamo malo zdrave meje ves čas. In to je v bistvu tisto, kar prepreči izgorelost in kar tudi pomaga, ko te vzorce spremenimo, tudi da iz hude izgorelosti pridete, splezate ven. In da znate bolj jasno meje postaviti, da znate bolj ceniti sebe, da znate kdaj reči ne, da se znate kdaj tudi spočiti, da znate pač preprosto bolj v ravnovesju živeti. In to so v bistvu te skrivnosti. Če hočemo se rešiti hude izgorelosti, če hočemo preprečiti, da pademo v njo, potem je potrebno iti in spremeniti 2 stvari narediti. In te 2 stvari jaz delam na mojem programu Notranji mir, vam ga bom predstavila, če boste želeli na koncu. 2 stvari. Prvič, potrebno je poiskati, kateri stresni dogodki so bili najtežji v našem življenju, ki so nas zaznamovali, ki so nam prinesli to utrujenost življenja, ki so nam dali to nek čustven nahrbtnik, neko breme. Ker čeprav mi rečemo, pa to sem že predelala, pa to je že zdavnaj mimo. A ni mimo. V resnici naše telo čisto vse ve. In se samo nalaga in nalaga in nalaga. In na nek način potem pride do take mere, da je tega preveč. Ne? Se pravi, je potrebno 2 stvari, sem rekla. Potrebno je poiskati, kateri so bili najtežji dogodki v vašem življenju, najbolj stresni, najbolj čustveno težki. To so zelo velikokrat kakšne hude bolezni, smrti, kakšna izguba, kakšna zaznamovanost, kak mobing ali pa kako norčevanje otrok, ko smo bili mali ali pa kaj takega.
Po drugi strani pa, kaj je potrebno poiskati, kdaj in kje so mene moje generacije pred mano naučile, bodi popolna, moraš se narediti prav, bodi tiho, nič ne smeš, skloni glavo, ubogaj, naredi tako drugi hočejo. In te vzorce je treba tudi zamenjati. In k sreči se to da. In k sreči ali pa nesreči sem jaz imela te vzorce pri sebi tako močno, tako močne, da je bilo s tem zelo težko živeti. In jaz običajno ljudem pokažem, čakajte, vam ne bom nekaj pokazala. Samo ime vam skrijem. Glejte, to je recimo boste videli, to so recimo klasični vzorci pri Slovencih. Nisem vreden, moram biti popoln, ne morem biti srečen, ne morem biti to, kar sem, ne morem se sprostiti, osamljen sem, nikamor ne spadam, nikoli mi ne bo uspelo, ljudje me izkoriščajo, moram se mu streči, odgovoren sem za čustva drugih, ne morem se postaviti zase, moje potrebe niso pomembne, ne morem govoriti o tem, kaj mislim, vse na mojih namenih. To so nekako najbolj tipičen primer vzorcev, ki so pri Slovencih prisotni, ker jaz ko sem začela se s tem ukvarjati, sem vsakemu rekla, daj pa pogled, kateri je pa tisti tvoj vzorec, ki je najtežji, tisti 1, 2, 3. In na koncu sem ugotovila, da se zelo, zelo, zelo ponavljajo. In tale zbirkica, ki jo smo zdaj tukaj videli, je praktično pri vsakem Slovencu, ki ima težave z izgorelostjo, so zelo visoke številke. Če je človek dober, če lahko uravnovešeno živi, potem ima tu nizke številke. In ko sem jaz sama pri sebi delala to analizo, 10 in več let nazaj, sem imela same debele desetke. Tako močno sem jaz čutila, da nisem dovolj dobra. Tako močno sem čutila, da nisem vredna. Tako močno sem čutila, da moram biti popolna in da moram se mu streči. In večje, kot so te številke, težje je živeti. Težje je živeti, ker imaš znotraj sebe en tank, ki te sili v nekaj, kjer na koncu telo ne more več. In bolj kaj telo naredi, postaviti en tak velik, rdeč znak stop. In ta rdeč znak stop je lahko huda vrtoglavica, lahko je močne bolečine, močne migrene, lahko je panika, lahko je jutranja tesnoba, lahko je razbijanje srca. Se pravi, to je nas telo z izgorelostjo, nas v bistvu telo ustavi, zato ker sami sebe ne moremo ustaviti, ker je naša podzavest programirana, da se ne sme ustaviti. Razumete? Ponovim še enkrat. Zakaj nastane izgorelost? Ker nas naše telo nam da rdeč stop znak, da nas ustavi, ker mi sami sebe ne moremo ustaviti, ker imamo podzavestno sprogramirane tako divje te vzorce, da sami sebe v bistvu povozimo kot tank. In izgorelost je v bistvu usluga, ki telo dela samo sebi, da sploh preživi. In boljše, da greste v izgorelost, kot da dobite raka ali pa kot da dobite neko drugo hudo bolezen. In zato je izgorelost treba resno vzeti in se resno ukvarjati s tem in resno začeti spreminjati te podzavestne vzorce, zato, da nam bo telo dovolilo živeti naprej, ampak nikoli več nam ne bo dovolilo živeti v takem divjem in norem tempu, kot ga naša podzavest zahteva. Razumete? V bistvu imamo konflikt sami znotraj sebe. Naša logika bi se rada ustavila, pa se ne more. Naša podzavest nas tera naprej. In na koncu je telo tisto, ki reče, fak, ne morem več. In pride huda vrtoglavica, Kristina piše, nemoč v nogah, seveda lahko tudi, katerakoli težava, ki jo medicina preveri, pa reče, ni nobenega vzroka, je lahko varianta, da vas telo ustavi. Ne? Tudi panični napadi so najbolj skrajna meja tega. Ne? Tako da ja, to je v bistvu izgorelost. Izgorelost je klic vašega telesa, da je treba nekaj narediti. In zdaj, mogoče besedo o zdravilih, o antidepresivih, to seveda se posvetujete z zdravnikom, jaz nisem zdravnica in tukaj se ne želim mešavati, vendar pa, če vzamete zdravila, je to okej, kot neka bergla, mnogim pomaga, vendar kljub vsemu morate raziskovati sebe, začeti se sam sabo ukvarjati in iskati
in reševati vzrok tam, kjer je problem. Reševati problem tam, kjer je pravi vzrok. Prav? In še eno zgodbico vam povem, da je to kot, no, gledajte, pri meni so se začele dogajati vrtoglavice, bruhanje, hude bolečine. Ja? Aha, chat vas zmoti. Chat vam ima, kaj vam ga malo ugasnem? Ok. Malo sem chat ukasnila. Dobro. Ja, vidim, da, ja, boljše, da me poslušate zdaj, ker res, pa bomo vprašanja imeli na koncu, bomo, obljubim. Se pravi, kje sem zdaj ostala, zdaj pa mene tudi malo zmotilo. Ja, to zgodbico sem vam hotela povedati. Si predstavljate eno sitno gospo, ne, ki pride v petek 10 do 4 v mehanično delavnico in začne sitnariti mehanikom, ki so pa vsi se že malo spreoblekli, pa umili roke, da bi šli domov, ker je petek ob 4 ura. In ona začne sitnariti, da njej ena lučka gori v avtu. Ne? In hočejo, da ta gospa, in ona želi, jih prosi, malo zahteva, da njej to lučko, da njej popravijo avto, ker njej lučka gori, njo pa se strah voziti, ne? Ona ne ve, kaj ta lučka pomeni, ne? Ne ve, kaj je to, ali bo jutri avto eksplodiral, se veste, kak smo ženske, vsaj jaz tudi, ne? Ali bo avto eksplodiral, ali je to samo nekaj nepomembnega. Pojma nima, se vstraši, pride tja, prosim, popravite. In ti mehaniki se malo spogledujejo, ne, imajo že čik, so čisto že na kul, ne, nobenemu se več nič ne da. In potem en pameten mehanik, moder, ne, ali pa zvit, pa reče, gospa, dajte, vam bom jaz popravil. Pa pelje v delavnico, pa je tam 5 minut, ne, pa še malo tam posedi in vse, kar naredi, odvije lučko. In pripelje avto nazaj gospe in reče, gospa, lučka več ne sveti, rešil sem problem. Avto je v redu, lahko ga vozite. In ona je srečna, lučka več ne sveti, ona več ne vidi problema. A v bistvu problem je ostal. Razumete? In tako je to, če vi hočete, ko imate izgorelost, samo vzeti zdravilo, pa naprej živeti isto divji tempo, kot ste ga živeli. Odštravfali ste lučko, problem je pa še vedno nastal in telo vas bo hotelo ustaviti, ker ga niste slišali naslednjič še na močnejši način. Ne me razume, da sem jaz proti zdravilom, zdravila marsikomu pomagajo in o tem se pogovarjate z zdravnikom, vendar poleg tega poskrbite zase in razmišljajte, ne samo kako lučko odštravfati, ampak kako resnično rešiti problem. Ja? Tako da to si res dajte, slišite svoje telo, vzamite ga resno in začnite reševati problem tam, kjer je. Problem pa je v preteklih izkušnjah, preteklih emocijah, pa podzavestnih negativnih vzorcev, ki so spet povezani s preteklimi izkušnjami in preteklimi emocijami. Na koncu stvar ni tako zelo komplicirana. Ne? In tu je pravi problem. In zdaj bi vam jaz rada predstavila, če se strinjate, ja, zdaj pa kako v bistvu ven iz tega, kako se to reševati. Lahko sami to rešujete. Druga opcija pa, da pridete pod moje zavetje in da to rešujemo skupaj na terapiji, ki se imenuje Notranji mir, ki sem jo jaz sestavila in jo skupaj z mojo ekipo vodimo zdaj že 2 leti, prej pa imam seveda 10 let izkušenj s tem. Opcija, da vi greste sami čez to, ampak pojdite in slišite sebe, poslušajte sebe, raziskujte sebe. Druga opcija pa je, da pridete v moj program, kjer dobite točno to, kar potrebujete, ker ni dovolj vam jaz za 1 uro neki produkt prodam ali pa neko knjigo prodam, lahko vam, ampak vam ne bo nič koristila, ker rabite celostni pristop in to, kar sem jaz rabila več kot 10 let, da sem pogruntala, lahko zdaj dobite v kratkem času, v 3 mesecih in se res rešite hudih stisk in hudih težav. Tako da imate na voljo lahko sami, lahko pa mi zaupate in se podate na to pot z nami, ki vemo kako in ki imamo veliko, veliko uspešnih zgodb za sabo, da vam podamo roko pa da vam pomagamo. Ne? Ker
kaj mislite, bi bilo vredno, da bi se dobro počutili? Bi bilo vredno, da sebe zaščitite, da nikoli ne boste zgoreli? Bi bilo vredno, da imate lepe odnose z družino, da imate lep odnos sami s sabo, da imate energijo, bi bilo vredno. Ne? In zdaj bi vas prosila za dovoljenje, če želite, vam lahko predstavim, kako v bistvu izgleda ta program Notranji mir, pa bom dala chat, da zdaj pa lahko tudi rečete kaj, napišete, da vam pokažem, da vam razložim, če želite. Lahko, kot rečeno, sami rešujete stvari, lahko pa gremo skupaj z roko v roki. Pa me zanima, če ste za, če vam lahko predstavim. Ste, Bojana je, Urška ja, ste? Ok, absolutno, dobro. Tako. Glejte, bom vam čisto preprosto razložila, ne bo vas obremenjevala, ker potem tudi vas zanima. Je čudovito? Super. Ja, definitivno za. Ok. Torej, program Notranji mir je res tak unikaten, specifičen, ki je na pol čudežen, ljudje pravijo. In je res, moje srce je tu noter in srce cele moje ekipe. In v bistvu zgleda tako, da znotraj 3 mesece traja. Znotraj teh 3 mesecev mi pri vas spreminjamo, ne moremo spremeniti, kaj se vam je v resnici zgodilo. Tega ne moremo spremeniti. Ne moremo vaših spominov brisati. Tudi to ne moremo narediti. Ne? Kaj pa v bistvu lahko naredimo? Lahko pa iz vsakega vašega težkega spomina izbrišemo občutke vaše. Recimo, če je to spomin, na ta spomin so občutki vezani, mi lahko te občutke izbrišemo. In spomin naredimo nevtralen. In s tem vaše telo razbremenimo vseh teh negativnih občutkov iz preteklosti. To pomeni, da čustveno breme damo iz vas dol, pomeni, da se vi začnete dobro počutiti, pomeni, da vi začnete dobro spati, pomeni, da vam misli več ne brnijo non-stop, pomeni, da izginejo tudi vsi neprijetni fizični simptomi, ki so posledica anksioznosti, izgorelosti, panike, vse to je pol povezano. Pomeni, da imate tudi samopodobo, je treba dvignemo samopodobo, ker to je vse prepleteno. Pomeni, da se začnete počutiti vredni, da se začnete počutiti dovolj dobri, da se začnete počutiti, da se znate postaviti zase, da dobite toliko notranje moči, da lahko rečete ne, da vam je to normalno, brez da bi imeli krivdo, da se znate sami sebi nasmejati, da ne jemljete sami sebe tako zelo resno in posledično, da res dobite notranji mir, mir v čustvih, mir v mislih in mir fizično v telesu. To pomeni, da znotraj teh 3 mesecev lahko izbrišemo čisto vse fizične simptome, ki so nastali zaradi posledica anksioznosti, izgorelosti. Pomeni, da vas ne bo več tiščalo v prsi, da ne bo več smoka v grlu, da ne bo več čudnih bolečin ali pa nekih čudnih ten napetosti v glavi, okoli glave, čudnih občutkov v nogah, v želodcu, kjerkoli v telesu. To v bistvu je vse možno. Ne? Kar se tiče, Eva, če s kolektivi delam, to se mogoče lahko slišiva jutri. Načeloma delam individualno, mislim, za vsakim, ki pač pride. Kolektiv pa se lahko tudi kaj dogovorimo. Ampak v bistvu vsak pa mora tu sodelovati. Torej, ne moramo jaz ne morem priti v eno delovno skupnost in zdaj bomo pa vsi to z vami delali, ker jaz ne morem nikogar prositi, da to dela, niti siliti. Torej, če želite, vam lahko ta moj program spremeni življenje, ampak če vi to hočete. Ne? Če vi to hočete, potem je vse to možno. Ali se rabimo teh spominov spomniti? To je pač proces, ki je resen projekt, 3 mesece
in pridejo na plano spomini, ki so bili v vas, pridejo, pokažejo se, ker če je neka bolečina v vas, če je neko neugodje fizično v vas, potem je zadaj neka izkušnja iz vašega življenja, ki ste jo doživeli. Lahko tudi kot dojenčki, pa se mogoče ne boste spomnili spomina, ampak občutek se pa boste spomnili in to je dovolj, ker mi v bistvu brišemo občutke. Ker logiko moramo tu malo dati na stran, ne? Torej, v bistvu to je program, traja 3 mesece, sestavljenih pa iz 4 delov. Prvi del je to, da imate osebno podporo od mene in tudi od mojih asistentov. Trenutno je Jure tukaj, ki je tudi sam šel čez to, se vam bo na koncu predstavil, ga boste spoznali, da dobite res osebno podporo, kadarkoli potrebujete, ste v stiski, smo vam na voljo. Drugi del je preko Zooma 2-krat tedensko intenzivna terapija, kjer se malo pogovarjamo tako danes, večino časa pa greste vase in na vsaki taki terapiji en vaš spomin očistimo. Torej, gremo vaše emocije, posledično boste imeli reakcijo, mnogi ljudje tukaj jokajo, mnogi imajo mravljince in postane vroče in postane mogoče malo slabo in začne zebst, včasih se malo komu vrti. Torej, vedno je neka običajno ali pa skoraj vedno neka reakcija, s pomočjo katere te občutke čistimo iz telesa ven. In to reakcijo v bistvu želimo, ker po 1 uri take terapije boste čutili olajšanje, boste čutili, da je šla teža iz vas, boste čutili, da se boljše počutite in boste čutili res neko spremembo. Ker ni neke čudežne palčke, da zamahnemo, ampak je treba priden biti in je treba en težek spomin za drugim predelati. Spomini pa počasi prihajajo na plano, vas bojo že srečali, ker če imate neugodje, so spomini v vas. Tako da v bistvu to je, prvi del je torej osebna podpora, ki jo dobite, drugi del je te terapije vedno torek, četrtek ob večerih 1 uro in to so res taka krasna srečanja, ki res, tu je tako močna energija in tako močno doživljanje, da se res transformirajo stvari in res se bolečine trgajo ven iz telesa in jih spuščamo in jih nečemo ven iz telesa. Ja, Varja nam pravi, spomniš se spominov težkih, ampak samo še enkrat, morda 2-krat in nikoli več. Tako, potegnemo ga ven na plano, samo zato, da ga očistimo, in potem pustimo preteklost za preteklosti, ne. Dokler pa to ne naredimo, pa tako kot sem rekla, je to v naši podzavesti in ko en tank, ki nas pelje tam, kamor mi nočemo, poriva nas tja, ne. Tako da, v bistvu, to je to. Ta tretji del dobite tudi celo serijo, hvala Mojca, videoposnetkov, da tudi, če vam je čez vikend težko, da se vklopite, imate terapijo posneto, s katero si pomagate. Naslovi so pa recimo, kako se rešiti perfekcionizma, kako začutiti, da si dovolj dober, kako se rešiti paničnih napadov, kako se rešiti strahu pred paničnimi napadi, torej strahu pred strahom, kako začeti verjeti vase in tako naprej. Se pravi, naredili smo res celo tak platformo, zbirko krasnih terapij, ki vam pomagajo, že vsaka od teh pomaga, da so ljudje, ko so prej vsake 2 dni hodili na urgenco, ko jim je bilo to hudo, potem so prišli, ko so začeli namesto na urgenco, so šli pred video, so uporabili to znanje, so delali z njim in so se začeli boljše počutiti. Tako da imate tudi to na zalogi, pa še knjige moje 2 dobite in dnevnih hvaležnosti, tako da se učimo potem jačati pozitivna čustva, hvaležnosti za vse, kar vseeno imamo lepega v svojem življenju, za to našo deželo, za naše družine, za delo lepo, ki ga imamo, pač za vse lepo. In to je ena taka transformacija, da vse tisto, kar je bilo težko, kar smo podedovali, kar nam je bilo privzgojeno, da v teh 3 mesecih ozavestimo in da predelamo in spustimo. In da od tu naprej si življenje začnete oblikovati sami. Niste več na nekem avtomatskem pilotu, ki temelji na nekih preteklih bolečih izkušnjah, ampak da greste naprej pogumno in da imate nadzor nad svojim telesom, da nič več niso nekih čudnih stvari, da ste čisto izgubljeni, ampak da veste, da si lahko tudi življenje drugače oblikujete. Tako da jaz bi vam dala zdaj en kratek video, kjer smo posneli ljudi, ki so šli čez ta program, toliko da imate, bi rada, da malo njih začutite.
Knjiga je tako dobra, da sem jo v šusu prebral 100 strani. Jernej, krasno. Jernej se ravno kar pridružil temu programu. Ja, krasno. Jernej me zelo veseli. Čakajte, rada bi vam dala pa izkušnjo, ki je zdaj naša Kristina pripravila. In sicer samo, da vam pomiščem video. Evo. Vidimo? Evo se bo. Panični napadi so izzveneli, ko vidiš, da se vrača spet na stare tire. In dejansko že po drugi terapiji sem jaz peljala v službo brez nekih cmokov in slabosti in ne vem kaj. Zdaj prijem do službe komot, ko sem rekla, peljala sem se tudi že bolj daleč in ni bil problem, kaj prej ni bilo šans, ne. Dosti več spim, dosti bolj mirna, tako ni tega strahu več. Ne rabim več tablet, ne rabim. Jaz sem umirjena, jaz sem čist spim. Jaz grem spat z mirno dušo, z mirnim srcem. To je vredno, življenja je vredno, resno. Ni depresije, sploh jo ne rabim. 3 mesece. In moram reči, da se že v roku parih dni, v roku enega tedna so se začele kazati pozitivne spremembe v počutju. Jaz takega orodja v 18 letih, kar sem iskala pa poskušala do zdaj, nisem našla, da bi v tako kratkem času se počutje tukaj izboljšalo. Jaz sem brez paničnih napadov popolnoma, že 5 mesecev, prvič v 18 letih. Tako da za mene je to še enkrat čudež. Ko enkrat začutiš tisti ta pravi mir, lahko okrog tebe divjajo viharji, sploh ni važno kaj, in imaš v sebi ta tvoj mir, je to čudovit mir. Po 14 dneh se je pa vse skupaj začelo. Jaz sem začela rasti, postajala sem drugačna, sebe sem dala na prvo mesto. Jaz sem postajala iz dneva v dan bolj samozavestna, vedno bolj pogumna. No. In dejansko sem pač takrat pristopil v to terapijo 3 mesecev, s tem, da rezultati so se začeli kazati tako prvi teden, 10 dni, pa je zdaj zadnji, kakšen mesec pa praktično vozim, ali pa lahko tudi mesec pa požedajo od tega, pa vozim praktično brez problema od morja do Hrvaške. Zelo, zelo hitrem času se nehajo panični napadi, zato je ta terapija izredno, izredno dobra. Ja, osvobojeno se počutim, veliko bolj lahkotno. Jaz sem zdaj fajn mi je, srečna sem, lepo mi je, zdrava sem, nič mi ne manjka. Vse je okej, vse je z mano okej. Ni več tiste panike, ni več, se ne bojim. No, fajn mi je, res mi je, lepo mi je. Počutim se zelo svobodno, zelo umirjeno. In moj srček ne divja. Po mojem tudi bolj sem samozavesten, tako recimo, imel sem tudi razgovor za službo en teden nazaj, da sem jo zbral, tako pač, ful mi je lažje iti med ljudi. Končno postajam oseba, za katero sem globoko v sebi vedela ves čas, da sem bila, ampak nisem našla te poti do sebe. In se mi resnično počutje v višave gre, tako kot se do zdaj nisem nikoli počutila. Jaz sem začela po terapijah živeti normalno življenje, kamorkoli me povabijo na razne simpozije, kongrese, povsod grem, se udeležujem, dobim se s prijateljicami na kavi. V bistvu polna sem zdaj enih polnih ljubezni in umirila sem se, zelo sem se umirila. Čutijo razliko, res čutijo razliko, vsi jo čutijo in jaz jo čutim. Ta mlajši je začel nositi 4 domov. Se učimo recimo pol manj, kakor prej, ko sem skozi njima sedela. Moja družina seveda ima zdaj dosti več od mene. Če se jaz ne bi odločila za to EFT terapijo, vprašanje, kaj bi se zgodilo z mano in z mojo družino, predvidevam, da moje družine ne bi bilo več, da bi razpadli po moje na koščke. Jaz, ko se spomnim 3-4 mesece nazaj, kje sem bil, pa ko vidim, kje sem danes, pa da grem lahko praktično sam v trgovine, sam med ljudi, bil sem tudi že na koncertu. Jaz zdaj vem, da v življenju več ne bom izgorela.
In sama energija na terapijah je meni bila domača. Jaz vem, da sem zmeraj komi čakala, da se torek, četrtek zvečer usedem pred računalnik. Tako da sama energija na terapijah top. Sprejet, razumljen. Ta terapija oziroma ta energija na teh terapijah je, kada se dejansko začel na novo živeti. Energija je definitivno zelo dobra. Jaz sem na terapiji, jaz sem komi čakala torek, četrtek. Da se usedem 1 uro in da sem sama z vami. Meni je bilo lepo. In terapije so res odlične. V bistvu, počutil sem se tako sprejetega, ko mi sem čakal te terapije, kot nek drugi dom. Terapije so super, vzdušje je neverjetno, tudi energija je neverjetna, tako da res priporočam čisto vsakemu. Ob Asijinem vodenju sem se počutila odlično, zato ker sem čutila poleg nje ljubezen, toplino, ki mi jo je vedno dala. In moram reči, da meni osebno je rešila življenje. Tako da bi jo resnično toplo priporočila vsakemu, ki se bori ali za tesnobo, ali z anksioznostjo, ali z paniko, ker je to vse prepleteno, vse povezano. Ampak ko si enkrat not, ko enkrat vidiš rezultate, ko čutiš ti te občutke, ki grejo čez telo, se prav vidiš takoj, da deluje, da nekaj iz telesa odhaja. In z vsako terapijo, ki je šlo več, ko je šlo ven, skozi se boljš počutil. Meni je zelo pomagalo, obrnilo mi je življenje tako in tako. Zelo, zelo pomaga. Meni izmerno je ful pomagalo, ker so učinki, jaz sem živi dokaz za to. Nikoli si nisem mislila, da bom res kdaj v življenju prišla do te točke. Meni je pomagala na 1.000.000%. Težko, da obstaja boljša zadeva, kar sem jaz šel skozi, kot pa to, kar je bilo z vami. Jaz mislim, da tudi psiholog ali pa nek terapevt, ne ima to začasno. In ta zadeva, ki jo imate vi, sigurno deluje, sigurno uspeš, sigurno. Torej, meni je vaš način izjemno odgovarjal. Če bi mogla, bi še enkrat vsem svetujem vas, ne vas pokličejo, ne se zmenejo, vam ne bo žal nobenemu. Pa za ljudi, ki so zdaj ta trenutek, ki imajo te grozne občutke strahu, ta nelagodje, ta stiskanje v prsih, da ne čisto nič ne okleva, ampak samo začne tako jutri. Z malo vztrajnosti, pa z malo poguma, ko vidiš, da je iz tedna v teden napredek, začneš verjeti. In jaz tukaj pred vami po 5 mesecih sedim čist druga, kot sem bila 2-3 mesece nazaj. Tako da sem resnično hvaležna, da sem najdla ta program in ga res priporočam vsem. Probite, bodite pogumni. Vpišite se k Asi Dominko, ona vam bo pomagala in v zelo hitrem času se bojo panični napadi nehali. Tako da jaz moram reči, da sem zelo zadovoljna. To je vredno 1 milijon evrov. Bravo. Meni je res pomagalo, lepo mi je, srečna sem. 1 milijon evrov je vredno dati, da lahko človek živi. Je vredno. Če vidiš pol razliko. Pejte v to, kar vam bo ful pomagalo, ne sem zdaj, recimo v nekem kratkem obdobju, ampak za celo življenje. Boste tudi najboljša verzija samega sebe in ne samo zase in tudi za ostale okoli sebe. In ne mlatite prazne slame. Tako da sigurno se splača. In začutila sem takoj pri vašo srčnost, tisto ta pravo zadevo, iskrico ta pravo. Asja je res ena, mislim, sploh besedami se ne da opisati, zlata ženska. Ti res ena oseba čuti, da ve, kako se počutiš, da ve, kaj se ti dogaja. Asjo bi rada izpostavila zaradi tega, ker je edina, ki ne vsiljuje nekih zdravil. Jaz mislim, da so vaši nameni izjemno iskreni, čisti in da imate ljudi zelo radi. In to se čuti. In do zdaj tudi nisem še naletela na osebo oziroma človeka, ki bi znal tako dobro voditi, pa te spraviti iz takih črnih lukenj. In moram reči, da gospa Asja do zdaj
je bila res meni edina oseba, ki je znala voditi, povedati, kaj se dogaja, zakaj se dogaja, kako si to olajšati, kako iz teh črnih lukenj ven splezati. Najbolj mi je bila pa res blizu ta vaša topla energija, materinska energija skoraj. Jaz sem samo neizmerno hvaležna, da mi je bilo dano, da sem vas našla, to sem izredno hvaležna. Jaz sem vam iz srca hvaležna. Res, nikoli vam ne bom znala z besedami povedati, koliko sem vam hvaležna, res. In v takem trenutku, v takem obdobju, ko sikati je najtežji, imeti en občutek od osebe, da veš, da je res tam za tebe, da res lahko zaupaš, da tudi če boš padel, te bo v bistvu en ujel, to je meni neprecenljivo. Ker takih terapevtov jaz mislim, da ni veliko. No. Ok, bravo. Tako, zdaj pa tako. Tisti, ki bi želeli se pogovoriti z mano ali pa z Juretom, mogoče bi Jureta zdaj še vključili, najprej vam bom pa dala povezavo. Če se želite pogovoriti, se lahko prijavite na en tak osebni pogovor z mano ali pa z Juretom, da vstopite v ta naš program in da lahko naslednji teden takoj po veliki noči že začnete. Tako da v tem tednu bi naredili te razgovore z vami, tisti, ki želi, se mu osebno posvetimo, vsakega posebej slišimo in se lahko, to je čist prvi razgovor, je brezplačen, neobvezen. In tisti, ki se bo odločil, da mu damo roko in da gremo skupaj z njim, bo pa lahko šel potem z nami v program in začnemo torej takoj po veliki noči. To je 11.12. april, pomeni maj, junij, julij, do začetka julija ste vi super. Do takrat, ko se začne glavna turistična sezona, boste vi brez tesnobe, brez strahov, brez napetosti, veseli, pozitivni, zaupali vase in zaupali v svoje življenje. Tako da, evo, jaz bi vam tale link dala, bom odgovorila Maja, samo sekundico še. Samo da se malo znajdem z te. Da vidim, kje smo zdaj. Takole. Glejte, tukaj greste na, tale je pač, to je še moje staro ime, vlastakuster.si, brezplačen razgovor, tole vam bomo dali v chat. Tule lahko kliknete. In se prijavite. Torej, kot rečeno, prvi razgovor je brezplačen, gremo pa tako. Vidite, tukaj si izberete svoj termin, kliknete na enega od teh terminov, nekaterimi se bom pogovarjala jaz, nekaterimi Jure. Takoj vam ga bom klopila, vam bo všeč, Jure je sam šel čez to, zelo pozitiv, on je z Gorenjske, tako da ima svojo zgodbo, moško zgodbo, malo mlajši od mene, pa sam je šel čez to, sam je doživel najhujšo obliko, ko ni mogel niti otrok vrtec speljati, ni mogel za družino skrbeti, je obležal, ker je pač tako dolgo se kuhala žabica v vroči vodi, da je skoraj se čist kuhala in on meni zdaj pomaga, moj asistent. Glejte, in kliknete recimo, pa rečeva, ok, v četrtek ob 17. bi si jaz rezervirala termin, kliknete in samo napišete tukaj nekaj najosnovnejših svojih podatkov, ime, priimek, mail, koliko ste stari, da malo približno vemo, s kom se pogovarjamo in kaj se želite trajno rešiti, če želite sporočiti še karkoli in to je to. In potem izberete tudi, kako se želite pogovoriti, ali preko telefona, ali preko Vibra, ali pa pridete osebno v Maribor. Torej, osebno je samo v Mariboru. In da tu odkljukate, da dovolite pač, da te podatke da pridejo do nas, nikamor jih ne dajemo naprej in potem zahtevajo rezervacijo. In se vam termin rezervira. Prav? Torej, tu je tale link, vam bomo dali ga v chat, če še nismo dali, Jure, če ga je že dal. Evo, že imamo. Zakaj sprememba? Saj smo že dali. Zakaj sprememba imena? Ker sem sama šla čez zelo, zelo veliko transformacije in ker nekako priimek je bil od bivšega moža in je to bilo že dolgo let, kar sem se ločila in nisem želela več njegovega priimka. Ime pa tudi sem čutila, da mi več ne paše, tako da sem ga prerasla. Taka močna osebna sprememba, da sem začutila, da rabim. To sem zamenjala oboje. Tako da s tem pa se lahko poistovetim. To je tako, veste, ženske, ko vam neka obleka, pa lahko je v redu, pa več ne morete nositi, tako sem jaz začutila to. No.
Tako da, evo, lahko začnete, si rezervirate, koliko terminov je, pogovarjali se boste z mano ali z Juretom, damo vam pa še telefonske številke, tako da lahko tudi kličete nekje v delovnem času, ne, od 8 do 4, tako da lahko smo še pol popoldne z družino, gledajte, to je moja, me lahko jutri pokličete, ali pa še Jureta vam dam, ki ga boste vsak čas poznali. Tako, pa da se lahko kličete. Dam vam pa tudi služben mail, ki ga bereva pa oba z Juretom, na katerega lahko tudi, če želite, se javite in najdemo neko pot, neko rešitev tudi za vas. Tako, zdaj pa predlagam, da se Jure vklopiš in če imate kakršnokoli vprašanje, bomo se pogovorili, bomo povedali. Ja, ceno bomo tudi povedali. Za te 3 mesece je cena torej 1500 €, to je denar, ki je res za te rezultate, ki dobite, za vse 4 komponente dobite, torej osebno podporo, terapije, torek, četrtek, knjige in celo zbirko videoposnetkov. Tako da to možno pa se tudi dati na obroke, tako da lahko običajno ali 2 ali 3 obroke, če pa kdo želi, pa lahko tudi se dogovorimo, je potem se opcija, to se pa individualno pogovarjamo tudi na več obrokov, ne? Tako da, Jure, mogoče vklopiš še kamero. Ja, dober večer. Imamo problemov, ko mi kamere neče prižgati. Aha. A slišimo pa se, a ne? Ja, slišimo te, ja, samo ne vidimo te še. Ja. Ja. Ja, A mi jo mogoče moštil, mogoče Tasja? Misliš? Kaj pa naj naredim? Tako meni ne piše. Kaj pa naj naredim? Kamero, da ti kamero vklopimo. Taki mogoče tak. Težko ne vem. Pa zadnjič pa je šlo, ne? Ja. Čakaj, tu gor ti bom dala. Make host mogoče? Mogoče, ne vem. Poskusi, Jure. Aha. Ok, čakajte, dam še malo na večje. Evo, Jure. Evo, zdaj imamo pa še Jureta. On je tudi bil prej na videu, torej Jure je pred približno 1 letom, ne, te je brat pripeljal, ko si bil zelo v slabi koži, ne, drži. Tako. Imel hudo izgorelost. Danes, kako se danes počutiš, Jure? Odlično. Prav zanimivo je takole tale video posnete gledati, kje smo bili 1 let nazaj. Res sem se spomnil tega Janeza, ja, 1 leta nazaj. Si se spomnil? Aha. Ja. Dan si pa bolj sem se ga kar spomnil. Ja. Kaj bi rekel ti glede cene, Jure? Koliko, ti sam si mi danes se pogovarjala, koliko v bistvu zgubljamo denarja, ko smo na bolniški, mogoče se komu zdi visoka cena 1500 €, ampak po drugi strani pa je to res taka vrednost za zdravje, za spremembo samopodobe, za samozavest, za vse, ne. Jaz bom tako povedal, zelo po domače, ne. Jaz sem bil takrat, to se pravi dober let nazaj, sem bil popolnoma izgorel, tesnoba, strah, hudi panični napadi. Kar naenkrat je bilo vse stvari, tiste, ki so bile prej normalne, onemogočene, se pravi, da bi hčerke vozil šola, vrtec, da bi se sprehajal da bi šel tenis igrati, a ne. In tudi obležal sem v postelji, toliko daleč je vse skupaj prišlo, ker sem očitno parkrat spregledal to rdečo luč, ki se je prižgala, ne. In takrat, ko sem obležal v postelji, se spomnim, da sem ženi rekel partnerki, sem rekel, žena, stanovanje dam enemu, samo da me nazaj reši, ne. Meni se je to zgodilo iz decembra. Stanovanje daš nekomu, samo da te reši, ne? Samo da bi se rešil te tesnobe, strahov, panike, a ne? Zato, ker je bilo res ogromno. Zjutraj sem se zbudil v strahu, v paniki, v tesnobi, sem šel spat, je bilo isto, ne? Kljub temu, da sem naredil vse možne preiskave, magnetne resonance glave, ultrazvok srca, holter, zaščitenco, a ne? Posod so bili pač izvidi, da je vse v redu, a ne? Občutki so bili pa grozni, ne? In s takimi občutki živeti, težko bi rekel, da je bilo to dejansko sploh življenje, tisto, kar sem ga bil jaz prej navajen, ne. In ja, cena 1500 €, normalno je lahko velika za nekatere, ampak ni. Na podlagi tega, jaz sem bil 3 mesece prvi doma, ker nisem se znal pomagati.
potem sem si pa vzel še 3 mesece bolniške dodatne, zaradi teh tesnobe, strahov in panike. In v 3 mesecih, ko sem predelal z Asino pomočjo vse te občutke, sem se potem popolnoma vrnil nazaj v samo življenje, v vseh možnih pogledih. In če gledamo nekako, da je plača 1500 evrov, se pravi, ko smo v bolniški, tako je bilo približno pri meni, sem dobil nekih 500 evrov manj, pa če pogledamo krat 6 mesecev, je to 3000 evrov. Ampak še enkrat, meni nič ni vreden toliko, ker da sem lahko s svojim hčerkam, da lahko živim življenje, da grem lahko ven, da se lahko brez problema usedem v avto, grem, če je treba na morje, grem, če je treba v Švico k prijatelju, pač kamorkoli. Tako da ja, cena, pač treba je vložiti nekaj vase. Treba je pač vedeti, jaz sem bil v slabi koži, tako ker je mogoče mrzlo od vas, pa smo se že pogovarjali, pa smo veliko teh občutkov že skupaj rešili, tako ker je bila tudi na posnetku Maja, sem videl. In nekaj je treba dati. Ja. Predvsem je pa to vložek vase, Ja. koga morate sprejeti. Ja. Jure, se spomnim za Božič, si mi prinesel eno skodelico od tvojih punc, od žene pa od deklic, tvojih lušnih. In so mi na škatlo napisali en stavek, ki se mi je res zdel tako zelo, da sem kar ganjena bila, na njem pa je pisalo: hvala, ker si nam vrnila našega Atija. In to je bilo res, to se v bistvu pogovarjamo res o takih zelo lepih stvareh. Ja. Da si še ti malo ganjen, Ja, mislim, seveda, že sam posnetek, ki sem ga gledal, vidiš, kje si bil, vidiš prvo življenje, ki je vse lepo, vse lepo in prav, potem pa vidiš v nekem trenutku, ko se kar zlomiš, neka nemoč, ki pride, ki bi rad živel, pa enostavno ne moreš. In je ta tesnoba, strah, panika, ta izgorelost, ki je tudi pri meni pustila takrat velike posledice. Pa vidiš pač, da je treba začeti delati, ukvarjati se z občutki, tisto, kar smo mi, deci po domač povedano, nas noben nekaj veliko učil. Ja. Jure, kaj pa bi ti rekel na to, kar sem jaz zelo pogumno trdila, da tu pač včasih pride kdo k meni, pa se tudi vi vidite, pa je človek utrujen od življenja, ko ima obraz ne od starosti zguban, utrujen od življenja. In čez nekaj časa, ko je v tej terapiji, ko razbremeni nekaj čustvenega bremena, se tudi obraz prosti, tudi obraz postane bolj mehek. Ampak tebe bi rada vprašala, ali je to res, da po teh 3, oziroma ti si bil še 2 meseca več, zato ker si imel res hude stiske, smo od 3 podaljšali na še 2 meseca zraven. Ampak lahko rečeš, da je potem tvoje življenje res bilo boljše, kot preden se je izgorelost začela? Čim lahko rečeš, da se je tvoje življenje, da je mogoče si celo hvaležen tej izgorelosti, ker si se dvignil in so se neke stvari, si bil prisiljen iti na višji nivo, kot si bil prej. Mogoče še kakšno besedo o tem? Hvaležen, ker sem vse te stvari lahko Asja premagal s tabo, s tvojo pomočjo, definitivno. Vidim pa, da pred tem, ko se mi je to zgodilo, so bili občutki, oziroma bom tako rekel, vse mi je bilo normalno, vse mi je bilo samoumevno. Vsa neka vsakodnevna opravila, ko sem jih prej, ali pa igranje tenisa, športa, vožnje avtomobila, vse to mi je bilo pač normalno. In tisti trenutek, ki ti je to vse odvzet, pač imaš res grozne občutke, tudi nemoči. In ko se vrneš nazaj v življenje, tako kot sem se jaz, recimo po teh 4-5 mesecih popolnoma vrnil nazaj v življenje, saj jaz zase lahko rečem, da sem siguren v bistveno boljši, na višjemu nivoju, kot pa kadarkoli prej. Zato, ker tudi tiste stvari, ki so samoumevne prej bile, mi zdaj niso več in si toliko bolj hvaležen, toliko bolj si vesel. Lahko tudi rečem ponosen na nek način, na te stvari. Ja, imamo vprašanje, ali se dodatni meseci potem doplačajo. Nekaj malega je doplačila, torej na začetku je 1500 evrov za 3-mesečni paket, zato da res dobite našo osebno podporo, 2-krat tedensko terapijo v živo preko Zooma, knjige in posnetke. Po 3 mesecih pa imate možnost, če želite, če čutite, ker ljudem je zelo všeč, ljudje se dobro počutijo, ste slišali, se varno počutijo, včasih še niso čisto sigurni, ostanejo še kak mesec, 2, kakor želijo, tu je potem 150 evrov mesečnega prispevka, da so, če želijo še malo kak mesec podaljšati. Tako da nismo prehudi s cenami, vseeno pa je tu cela ekipa, veliko je dela zadaj, veliko je znanja in velika je preobrazba, ki jo doživite, in velika je neskončna vrednost za svoje življenje, da imate spet energijo za otroke, da imate spet energijo zase.
da vas neha skrbeti, Tako. če ste zdravi ali niste zdravi, da ne hodite več od specialista do specialista spraševati, kaj je z vami narobe, in da tudi kadarkoli v življenju se vam kaj pojavi, da si znate potem sami pomagati. Torej, mi tukaj skupaj gremo čez najtežje situacije, čez najtežje zgodbe jaz z vami predelam, najtežje situacije jaz z vami predelam, jaz vas postavim na noge, jaz vam usposobim in potem greste in hodite življenje sami. Pomoči imate pol, kolikor čutite, da je rabite. Maja recimo, kot je zdaj, ona je že, jo je rabila veliko, ampak zdaj ne rabi več, ker je postala samostojna. Torej, naučite se potem pri meni tudi kasneje v življenju, če grdo rečem, handlati, karkoli vam življenje prinese. Ker vemo, da življenje nas ne bo na miru pustilo, izzivi prihajajo, dogodki prihajajo, situacije prihajajo, tudi izgubimo koga, ki smo ga imeli radi. Pač to so vse neke stvari čustvene, kjer se moramo znajti. In jaz vas ta program, Notranji mir, vas usposobi za življenje. Vas usposobi, da ste sposobni živeti to življenje, ne glede na to, kako stresno je, ste vi sposobni ostati v sebi mirni in imeti notranji mir. In ko pride neka preizkušnja, jo hitro pri sebi predelati in vstati in naslednje jutro iti naprej. In ne samo to, sposobni ste tudi svoje otroke drugače vzgajati, kot so vzgajali vas. Torej, če je šlo prej iz generacije v generacijo, moram biti popoln, moram se narediti prav, fucking moram. Od vas naprej vzgajate otroke drugače in se naredi v bistvu en tak prelomnica in spreminjamo tok generacij, ker od vas naprej po svojih najboljših močeh boste svoje otroke vzgajali z manj strahu, pa z več ljubezni, po svojih najboljših močeh. Vsi delamo napake, tudi jaz, ampak tudi Jure. Ampak vseeno živimo dosti bolj zavestno, dosti bolj ljubeče do svojih otrok, dosti bolj pač vzgajamo jih, da je normalno tudi čustvovati. Če so generacije pred nami se borile ali bo sploh za kruh, ali za čevlje, ali sploh za streho nad glavo, danes to imamo, vsaj v Sloveniji, večinoma imamo in lepo nam je, ampak se pa moramo na čustvenem nivoju boriti. In tu je zdaj, ta program je res neka svetla lučka oziroma utiramo pot, jaz to čutim, da utiramo pot, nekaj res čisto novega, da se naučimo živeti tudi kvalitetno na čustvenem nivoju. Ne samo, da imamo dober avto, pa lepo stanovanje ali pa hiško, ampak pa lepe počitnice, ampak da tudi na čustvenem nivoju, da nam je lepo. Tako, evo, preberem, kaj komentirate. Če imate kako vprašanje za Jureta, postavite, karkoli vas zanima, tudi glede programa, glede vsega. Tako da pridno se prijavljajte, ker mislim, da se bojo termini nam kar hitro zapolnili. Lahko tudi pišete maile, lahko tudi jutri, pokličete, skratka, zbudite se, naredite nekaj zase in mislim, da lahko res naredite nekaj za svoje življenje. Absolutno vredno. Varja nam piše, v 3 mesecih dobite 24 terapij, to znese 62 € na terapijo. Vse psihoterapije so dražje, Varja nam je tako zračunala, ja, pa knjige, pa posnetke, pa pogovore in znanje za samostojno delo. Tako, tako da evo, to je samo moje osebno mnenje iz moje pozicije, vsem pa želim srečno. Ja, Varja je tudi, ja. Verjamem, da nekomu, ki še ima službo, gre skozi cenovno, ko si pa zaradi izgorelosti ostal brez dela sam z otrokom, so to zelo visoki zneski, to je moje osebno mnenje, pa vsem bo to je pa Maja. Ja, lejte, zato imamo tudi možnost na obročno odplačilo preko Dinersa ali kakorkoli, da če kdo ima stisko, se tudi da pomagati. Vsekakor je pa to denar, ki če boste enkrat v redu, če se boste postavili na noge, ga boste zlahka zaslužili. Če pa se ne boste postavili na noge, potem pa vprašanje kako. Vsekakor vam želim, da se ne matrate leta in leta iz te izgorelosti, ampak da pridete, naredimo to hitro, se potrudite, se zjočemo, stulimo, skričimo ven vse, kar nas boli in potem lahko živimo svetlo in močno prihodnost naprej. Ne? Jure, bi še ti kaj dodal? Mislim, če jaz lahko dodam, da pač najbolj pomemben je, da se vi dobro počutite. Ne? Se pravi, tisti, ki imate nek strah, neko tesnobo, neke panične napade, ali pa veliko je tudi fizičnih simptomov lahko. Jaz sem imel, na primer, od mravljincev, roke, noge, usta, razbijanje srca, občutek, da bom skupaj padel, da se mi bo nekaj hudega zgodilo. Ne? In takrat, ko pridejo te občutki, so grozni. Ne?
Tako da tisti, ki boste rabili še kakšne dodatne vprašanja, vedno lahko pokličete, se bom z veseljem pač vsakemu posamezniku od vas posvetil. Kar se pa cene tiče, pač treba gledati, da vi investirate v svoje zdravje, ne? In jaz mislim, da tukaj ste najbolj pomembni vi. Se pravi, če imate te občutke, je treba pač nekaj začeti delati na tem, da te občutki minejo. Na ta način boste seveda živeli življenje, tako kot ga je zdaj, in pa normalno tudi finančna pot se potem lahko tudi obrne. Kaj se, ko normalno delamo, ko so normalni prihodki, je tudi življenje potem lepše. Ja, super. Ok. Sergeja piše, jaz sem bila pri vas 2 leti nazaj, mi je bilo zelo všeč, edino ni mi bilo všeč, ker nismo dobili posnetkov, da bi se lahko tudi sama naprej pomagala. Sergeja, to smo zdaj spremenili, tako da zdaj je možno dobiti posnetke tudi potem. Asoterapija skupinske ob torkih in četrtkih. Torej, kar se tiče terapij, torek in četrtek poteka terapija tako preko Zooma. Jaz jo vodim tako, da je več ljudi priključenih, seveda en je v Kopru, en je v Novem mestu, en je v Kranju, en je v Mariboru, vsi ste anonimni, ker nihče za drugega ne ve, razen kako mu je ime, ne ve nekak avto vozi, nekak poklic ima, nekje je v službi, nekako je visok, ne nič. V bistvu je to, vsak dela sam s sabo, uporabimo različne te energijske tehnike, na vsaki terapiji eno vašo stisko predelamo, en vaš dogodek. In edino, kar pa imate stika z drugimi, je, da vas na koncu jaz vprašam, kako se počutite, in vi to meni napišete. Vse mi sklopim kamere, vse mi sklopim mikrofone, tako kot smo imeli prej. In takrat mi vi napišete, kako se počutite. In ko mi to napišete, takrat boste tudi videli, kaj drugi napišejo, in takrat boste videli, kako se drugi počutijo, in čutili boste, da niste sami, da tudi drugi imajo neko stisko, nekaj nam piska, ne vem kaj, da imajo tudi drugi neko stisko, in boste videli tudi njihov napredek, videli boste, kako njim gre, in je to lahko, to se res ustvari tako varno okolje za rast, ki pa ni, jaz tega nikoli ne rečem, da je skupinska, ker ni skupinska, ker se ne pogovarjamo prek drugih, ker vi za druge, ker vsak mora svojo stisko predelovati, zaprete oči in celi čas ste vi z mano in sam s sabo. Ko pa napišete, kako se počutite, boste pa videli, da tudi ostali jočejo, da tudi ostali procesirajo čustva, da tudi ostali so imeli kakšne težke zgodbe in da tudi ostali si želijo svetlo prihodnost, želijo predelati to in iti naprej, skrbeti za družino, in boste na tem čustvenem nivoju se razgalite, sicer pa tako, ne. Dobro. Tako da, evo, dajte se prijaviti torej na uvodni razgovor. Jure, lahko daš tale link še enkrat, ali pa ga bom jaz dala, čakaj, se ga že imam tukaj. Evo, vam bom dala link. Tako, Tamara, predlagam, da se kar prijavite, torej dokler so termini še prosti. Prijavite se, drug teden se lahko vključite in drug teden zaštartamo tudi z vami in vas dvignemo in spremenimo vaše življenje. Malo bomo švicali, malo bomo jokali, malo se bomo potili, malo nekaj treba dati sebe, ampak boste videli, boste zadovoljni, kdo boste postali ob tem, kako se bo vaše življenje začelo spreminjati iz tedna v teden, in na koncu boste zelo ponosni na se. In ko boste pogledali nazaj, boste rekli, wow, sploh ne morem verjeti, da sem bil tam in sem hvaležen. Zdaj pa za vse, ki ste ostali z mano do konca, vam podarim še darilce, tako kot smo rekli, in sicer vam dam tukaj link za odpravo jutranje tesnobe, ki ga lahko uporabite. Torej, to je pa tisto darilo za vse, ki ste ostali z mano. Torej, notranji mir, odprava jutranje tesnobe. Na zgornji link se prijavite na pogovor z Juretom ali pa z mano, to bomo midva zbirala, s kom se kdo pogovori, tudi časovno malo, to ne zbirate vi, zbirate pa želite prek Zooma, telefona, če pa prijete osebno v Maribor, ste z mano, ne? Ostalo pa si z Juretom malo razdeliva. In ta drugi link je pa torej moje darilce za vas, ker ste bili z mano, torej imate en video, tu lahko malo poskusite, kako terapija deluje, malo lahko poskusite, kako se boste počutili potem, malo boste doživeli moje vodenje, in tudi, ko to poslušate, se potem še vedno lahko prijavite na uvodni razgovor. Dušan, tudi vam zelo lep večer, lep pozdrav. Tako da, evo, hvala lepa, da ste bili z mano, z nami,
Jaz vas imam rada in moje srce je za vas in vas res bom vesela vaše odločitve, kakršnakoli že bo. Tako da vam zelo lep večer želim. Ja. Hvala, vse dobro. Lep večer, nasvidenje.